Dragi bratje in sestre, dober dan. Med svetopisemskimi berili današnjega bogoslužja dvakrat slišimo besedo priče. Najprej iz Petrovih ust po ozdravitvi hromega pred jeruzalemskimi tempelskimi vrati, ko je vzkliknil: "Vi ste začetnika življenja ubili." Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče. In drugič iz ust ostalega Jezusa, ko je učencem zvečer na veliko noč odprl za umevanje skrivnosti svoje smrti in vstajenja, ko je rekel: "Vi ste priče teh reči." S temi besedami je papež Frančišek začel s predstavitvijo današnjega evangelija tretje velikonočne nedelje z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Nadaljeval je: "Apostoli, ki so s svojimi očmi videli vstalega Kristusa, niso mogli molčati o tem izjemnem izkustvu, saj se jim je prikazal zato, da bi resnica o njegovem vstajenju preko njihovega pričevanja dosegla vse. Cerkev ima zato nalogo, da skozi čas nadaljuje to poslanstvo. Vsi smo poklicani pričevati, da je Jezus živ. Vprašam se lahko, kdo je priča? Priča je tisti, ki je videl, si zapomni in pripoveduje. Videti, zapomniti si in pripovedovati so trije glagoli, ki opišejo njegovo identiteto in poslanstvo. Priča je tisti, ki je objektivno videl resničnost, a ne z ravnodušnim očesom. Videl je in se pustil vključiti v dogodek. Zaradi tega si zapomni, vendar ne samo, ker zna natančno obnoviti dejstva, ki so se zgodila, ampak ker so ga ta dejstva nagovorila in je doumel njihov globok pomen. Zato priča tudi pripoveduje, zopet, ne hladno in nezainteresirano, temveč kot tisti, ki je v to upleten in je od tistega dne spremenil življenje. Priča je tisti, ki je spremenil življenje. Vsebina krščanskega pričevanja pa ni neka teorija, ideologija ali zapleten sistem zapovedi in prepovedi ali moralizem, temveč je sporočilo zveličanja, konkreten dogodek, še več, oseba, to je vstali in živi Kristus.